Dobro jutro. Ura je 8:30, ne, in sem rekel, moram počakati svetlobo barem, pa moram kruh zapeči in bla, 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 in jaz to že od 5 zjutraj tu zdaj avtoliza, pa ne vem kaj. Ne, pred 5 sem že začel. Dobrodošli v zadnji letošnji epizodi MTK predavalnica, MTK flancarija, MTK prebudilka, MTK opogumonjevalnica, mirovnica. Zakaj sem se dotaknil kruha? Zaradi tega, ker bom toliko časa predaval, dokler ne bo kruh pečen, kajti je v pečici ravnokar šel noter. Imam pripravljenega materiala za vas za 3 dni govoriti, pa ne bom. Bolj kot ne bi rad nekaj za konec tega obdobja 8-mesečnega delovanja, kar se grem video vsebine rad naredil. A če bom narediti povzetek? Ne, bom naredil povzetek v novoletni oddaji 1.1.2023, ne, v live. Veš, 8 pa 15 nam ne spremeni novo leto ničesar, cikel, kaj zdaj, cikel se je obrnil, zdaj se bo pojutrišnjem nekao, kada se pa za solstici ni nič obrnilo, a ne, kada se pa ni iz včeraj na danes nič obrnilo, a ne. Nekako probam zagovarjati, vsak dan je nov dan in vsak dan je priložnost, da damo sebi dovolj poguma, moči, zagona, predvsem pa te brezpogojne ljubezni do tiste stvari, ki jih imamo najrajši. Jaz najrajši raziskujem, najrajši imam svoj mer, to dvoje obdelujem danes že od 3 zjutraj. Od 4:30 naprej obdelujem ljubezen do kruha in seveda ljubezen do tega, da pružim ruku kao brat v brat vsakmu izmed vas, zato da smo bolj, da nam je lažje, da nam je prehod lažji, mehkejši, zato da imamo pogum stopati korak naprej, da imamo pogum pogledati vse svoje rane, jih se soočiti z njimi, vse svoje travme nekako spremeniti iz pogleda žrtve v pogled zdravljenja, healinga, oprostitve, prerast vsako izmed travm, ki smo jo bili deležni na tak ali drugačen način zdaj ali bolj vprej ali kakorkoli. Za mano so vpete čestitke, ki so malo drugačne oblike kot pisma, ki jih sicer dobivam. Mnogo mi pomeni vsaka kuverta, vsaka ne samo misel, ampak več kot to, energija, da vzameš list papirja, kuli, da je ta list papirja celo v taki izvedbi in ne vem, dodatkom tegale gor, nekega obeska, smrečice, rakete, zvezdice, galaktične podobe, ali pa češarka, ki bi lahko bil pinalni žlezi podoben in tako. Všeč mi je to in hvaležen sem za vse oblike energije, ki jih smo sposobni drug drugemu poslati, ne, drug drugemu dati. In dajte se zavedati, da vsaka stvar se začne z mislijo in moja misel vsak dan je poslana vsem, da bi nam bilo dobro, da bi nam postalo lepo, da laž izgine, da se nabere v ljudeh dovolj poguma, da smo sposobni reči, da dosti je, prepoznali smo vas, genocidniki ste, ne morete delovati tako, ne smete, ste posiljevalci, ste uničevalci naših otrok z indoktrinacijo in s koncev najbolj ostudnim dejanjem, pedofilijo, nasilno. Pod pretvezami so nam prodajali vsako politiko, vsako zdravstvo, vsako indoktrinacijo in vsako propagando. Glejte, kako se lomijo mediji, ne vejo več, ne morejo več reči, ali so bili pri precepljenosti uspešni ali ne.
Vse številke se jim lomijo, nobene konsistence več ni. Ne morejo več ne s pomočjo zdravstva, ne politike, ne kvazi stroke, podkupljene seveda, nam več uturiti, kaj je res, ker to, kar nam tupijo, res ni. Čas je prišel do konca in čas je, da se pola obrneta, ne jug pa sever. Da se obrneta pola poštenosti, pravičnosti in nepravičnosti, ki je prežemala nepravičnost. Ta svet, kjer smo iskali svoj prostor, se probali vklopiti, delovati, kot je sistem, družba narekovala. Mnogi izmed nas smo se čutili, da nismo iz tega planeta in ja, nismo se nikoli familiarizirali z gnilobo, z gnilim zajčnikom, v katerega so nas ujeli ti, ki so hlepeli samo po moči. Po moči. Njim pomoč kot taka ni poznan izraz in so nemoralni in so nepošteni in vse, kar rabijo, je prevlada. Imeti moč nad nekom je izkaz nemoči nad samim sabo. To velja za politika in za vsakega človeka, ki ga poznate okrog sebe, ki želi imeti nad nekom moč. In nad svojim partnerjem, nad svojimi otroci, nad svojimi sinovi, nad svojimi zaposlenimi. Vsak lastnik firme je lahko šef, lahko je pa vodja. Vodja dela na tem, da posameznik raste, šef pa dela na tem, da on sam bogati. Spoznano, jasno, ko beli dan. Včeraj smo se pogovarjali o kristalizaciji. Kristalno jasne postajajo ene stvari. Ne more vas, vsaj mene, noben več prepričati v sistemski prav, če je pa narobe. In ta sistem je narobe, ni prav. Vse, kar moramo po enem letu, 2 ali 3 te korone narediti, je, da ta naša spoznanja širimo še in še naprej in še bolj in še glasnejš. Probam to dodati skozi objave na Facebooku, probam vzpodbuditi vsakega javno ali pa takole, kjer imamo bolj, rekel, ekskluzivne vsebine ali pa mogoče malenkost bolj zaprt krog ljudi. Jaz bi sicer želel, da bi bile vse te moje vsebine odklenjene, vendar enim ljudem je pač treba na glas povedati, da ne morejo sam štercati pa frcati, ker sicer so o peharjanju nečesa, kar bi jim sicer jaz dal z vsem veseljem. Sej se trudim in z vašo pomočjo se lahko trudim in se lahko prepuščam temu, kar pravzaprav je moja misija. In vsakmu izmed vas želim, da najde svojo misijo. In ne rabite biti tle noben filozof. Vi rabite prisluhniti temu, kaj imate radi. Milijonkrat sem že povedal. Jaz imam rad kruh, zato se pa že peče. Sploh ne gre za to, da ga imam rad. Sploh ne morem si predstavljati dneva, da ga ne bi spekel. Pa ne zaradi tega, ker sem lačen kruha, ampak zaradi tega, ker zame to igra. Klinc, tako je. Malo manj kitaro igram, pa več kruha pečem. Mogoče ena še bolj enostavna stvar. Na tem svetu je bistvo, da postaneš pravi heroj. Na tem svetu je bistvo, da postaneš to, kar si. Tisto noter, tisto bistvo. Tisto radoživo bitjece, zvedavo, kot dete malo, ki živi samo za ta trenutek, pa dela tisto, kaj ima rad, tako zavzeto, da pozabi kakati, pa se pa ohlače. Ali pa se polulajo, ne? Tako zavzeto bi mogli mi, ne zdaj dementno poln hlač, da ne bo nekdo narobe razumel, ampak dejansko stvari početi s takim zanosom, s tako željo, s takim entuziazmom,
da ne veš, kdaj ti mine čas, da se včasih čas ustavi, ko vidiš, da si naredil že boga in pol, pa je ura minila pol ure, tebi se zdi, da je pa minil 3 dni. Meni so se zgodile te stvari, kakšen dan sem falil v vrsti 3, 4, 5 dni, nisem videa naredil, pa je tako, da nisem že 2 let delal, ne. Se pravi, čas je relativen, kakorkoli se zdaj lahko začnemo s komerkoli pregovarjati, če smo se okrogli zemlji, da pa če okrogla ni, ne. Zdaj je že NASA potrdila, tako da Zemlja ni okrogla, je pač ravna površina, dobro, gor so pa neke sfere, ki izgledajo kot kugla. Ne bomo šli kaj noter, ampak NASA, ki je do te zadnjega lagala, da je Zemlja okrogla, je priznala, da je Zemlja ravna. Pač dokumenti so zunaj. Zdaj čakamo tistega urarja, ki bo rekel, čas ne obstaja. Ne vem, če obstaja ta inštitucija ali pa ta urar, saj konec koncev moramo čas šteti. Ampak ob pravem času bo kruh pečen in ob pravem času bo vsak dojel tisto, kar mora dojeti. Da v bistvu je ljubezen tista, ki nas vleče in zmaguje. Ker kar je narejeno z ljubeznijo, ne more biti narobe. Še kadar kruh pozabim soliti, ne, naprimer predvčerajšnjim sem ga pozabil soliti, ne, pa sem ga glih tako shorustal. Zaradi tega, ker je bil pa iz ajde, ne, je bil pa spet drugačen. Ampak, ker sem dal pozornost ajdi, sem pa pozabil na sol. Jaz sem si tle par stvari imam zapisanih, pa mogoče ta del, jaz sem se izpostavil, marsikdo se z mano z lahkoto strinja, da ja, moraš imeti pa pogum za to, ja, drži. Imam, nisem se z njim rodil, izgradil sem si ga v zadnjem času sploh in mogoče tak reminder, opomnik, ne vem, če si vi uspete predstavljati, sploh, koliko vzpodbudnih vsebin jaz preberem na dnevni bazi in mnogo let je že temu tako. In torej, vzpodbudne besede bi rad predajal tudi naprej vam vsak dan znova, da ste močni, da ste ljubljeni, da je vsem vse oproščeno, da nismo kar eni kamni padli dol, da smo bistveno več, kot nam probajo razložiti, da stopi korak naprej. Noben ti nič ne more. Dobra volja je najbolja. Kaj nam pa morejo, če smo veseli? To sem že milijonkrat povedal. In veselje je tista stvar, ki narcise in ta sistem najbolj iritira. Oni nočejo, da smo mi veseli, da smo srečni, da smo izpopolnjeni, notranje mirni in pogumni, ker taki smo jim nevarni. Ne? Zato, ker jih našmeglamo, ne? Sistem ne more zdaj za nami z lopato ali pa z orožjem. Ne gre to tako. Ne morejo, ne upajo. Zakaj ne? Ker so presrani. Zakaj so presrani? Ja, zaradi tega, ker jim društvo razpada. Zaradi tega, ker ni več backupa, ki so ga vedno imeli. A ne? Kaj jim bo zdaj Fauci, ki je še dal kakšen backup? Ne bo, ker Faucita ni. Da jim bo pa Merklovca kaj dala. Ne bo, ker Merklovce ni. Merkelce. Da jim bo Janša še kaj dal. Ne bo, ker Janšata ni. Joj, to je pa zoprno. Ja, pa zoprno pride. Ja, kakšen dan in so osrani. Ker oni postajajo čedalje bolj prestrašeni, je nam mnogo lažje zbrati več poguma, zastopati korak naprej in na glas povedati, da prav pač ni. Ne glede na to, kako probajo nekateri zelo neuki in zavedeni še razlagati, kako je pa maska treba, pa ne vem kaj. Treba je takmu človeku ga ustaviti, pogledati v oči pa reči, dragi moj, pa kaj te res ni sram, da si tako nerazgledan, da si tako indoktriniran, da si tako zaveden, nič hudega. Sam odpri oči, pa ne verjemi temu, kar razlagamo, da je lažnivo. Ne? Torej, lažnivi so mediji in za njimi vse, kar skuša vplivati na medije. Torej, medicina, ojej, a če mi kaj še ponovice, ne bom se. Skratka, vse, kar smo doživljali, je bila laž in je gnilo, ker ima osnovo, gnilo. In ne sem gnilo, zlobno, zelo namerna. Hvala koroni, da nam je odprla oči. Hvala vsem
pogumnim, ki so stopili korak naprej. Škoda, da ni več ljudi šlo kaj več od tega, da se uspejo pizdakati. Kaj je narobe? Vse je narobe. Pojmo mi iznad tega, kaj je narobe. Mi moramo iti naprej od tega. V kaj je v svemir. Ko boste začeli sestavljen, ko se ta nikoli ne konča. Zaradi tega so nam razlagali, da je vse življenjsko učenje, zaradi tega so nam razlagali, da se človek nikoli ne neha učiti. Ker univerzuma ti ne moreš spoznati za časa enega svojega zemeljskega življenja. Ne? Lahko se ga dotakneš, lahko ga uživaš, lahko ga sprejemaš, lahko v njemu plavaš, ampak ne moreš pa tega popolnoma razumeti. To je Nikola Tesla rekel, tudi med drugimi, da ve, da obstaja, vendar da še ni čist penetriral, da bi znal on to opisati. In prav opisovanje tega univerzalnega je v bistvu nekaj najtežjega, ker se ne da najtežjega. Mislim, prispodobe so stvar, skozi katero se da univerzum opisati, vsa ta stanja, zato imamo pravljice, knjige, pesmice, razne prispodobe, a ne. In tudi Jezusa so v Bibliji vprašali, zakaj govori skozi prispodobe. Ker je rekel, tisti, ki ima ušesa, da sliši in oči, da vidi, bo skozi te prispodobe razumel. Tisti, ki pa nima esence znotraj sebe, torej tega božjega upiha, pa tega ne bo razumel. Torej, se sporoča, je že sporočilo, že namen sporočila namenjen samo prejemnikom tega. Dostikrat srečam, pa se s tem popolnoma poistovetim. Joj, Matej, pa ti govoriš čisto, kaj da bi jaz govoril, samo ti znaš povedati, jaz pa ne znam. Še enkrat, nič novega ne povem. Vsi znotraj sebe mislimo isto. Zaradi tega, ker pripadamo isti stvari, ker imamo esenco. In valjda. Smo pa pozabljivi. Ja, to pa ja, mi smo vse pozabili. In oni so nas vzdrževali v tej pozabljivosti in nas meštrali z vsemi raznimi nemogočimi odloki, akti, zakonodajo, pa morati, pa službo, pa krediti, pa porke madone. Ja, vse, kar govorim, ali pa govorimo tisti, ki bolj na glas upamo, je iz istega vera. In zato je sporočilo v bistvu jasno in nič novega nisem povedal. Vse, kar je samo, da se opominjamo, spominjamo. In tle je tista, kamor vas probam uspodbuditi, dejte vi ljudi spominjati. Karkoli boste povedali 55krat, ne bo nič narobe. Jaz sem 160krat najbrž rekel, pijte vodo. A ne? Pa jo? Ne morem toliko, pa lulam, ne? Ja, pa ne, sam ne moreš doživeti Božjega kraljestva, če ne piješ vodo. Lahko, da se, sam lažje je, ful je lažje, tako da dajte. Pardon, tlele imam recimo, pa bom se, ker je 18 minut, kruh se peče, pa 35, pa bom, še dole vam povedal. Mnogokrat sem izrekel besedo ljubezen. Ljubezen je nekaj, kar smo se v življenju učili, kaj ljubezen ni. Predvsem tle smo bili bolj uspešni. Tudi univerzum nam je probal na tak način pokazati, poišči ljubezen, s tem, da ti pokažem, kaj ljubezen ni. Sistem nam je razlagal, dva se zaljubita in potem živita v oblakih, sploh nista na zemlji. Glih prav sta šla una dva, ne? Glih prav, pa ne moreš od ljubezni živeti. Brez ljubezni pa sploh ne. Tako da tanke so te meje. Se spomnim vprašanja, ko sva živela še leta nazaj s partnerico, ko je bilo vprašanje, a verjameš v brezpogojno ljubezen? Kakšno vprašanje, ja, mislim, piška, ne? No, ampak leta minejo in ugotoviš, kaj prava brezpogojna ljubezen je. Pogledaš psa, mojo Lucy, in vidiš, da ona nima nobenega pogojevanja. Ona ima mene rada brez vsakega pogoja. Ona mene neizmerno ljubi brez pogoja. In enako je kontra.
druga psička Lina, ona uhaja, je uhajala, 1000-krat mi je ušla. Mislim, iskali smo, telefon je zvonil, pridi sem, zdaj je tam, peče gor, tam, pač tako 10-kilometrske ture se je naredila. Nikoli. In sem rekel, še enkrat tu ideš, potem ne bom dal pa več jest. Ni bilo tle nobenega pogoja. Torej, brezpogojna ljubezen je popolna predanost, popolno spoštovanje in te moje črne patriotke Lucy in une begave Line. Ni tle pogoja nobenega. Sprejeti psa takega, kot je, človeka takega, kot je, in naravo tako, kot je. Cvet cveti, on sam je in je cvet. Lahko ga pogledaš in si vzameš to lepoto v oči. In če ga spoštuješ, ga pustiš rasti naprej. Ja, pa bo umrl tam. Ja, bo tudi v vazi, bo umrl, ampak tam bo pustil še seme za naprej. Tudi mi moramo dajati semena. Vaš čas. Moramo sejati spominke, kdo smo. Spominjajte ljudi okrog sebe. Zato pa smo tle, kjer smo. Vsak mora obdelati svoj teritorij. Kaj je tvoja regija, izberi sam. Moja regija je Slovenija. Zato, ker govorim slovenski jezik. Mogoče celo kaj širše, ker se da kaj tudi prevajati. Ampak nima veze. Daj, ker če daš, nekdo ima, je rekel Hamo. In se strinjam z njim popolnoma. In brezpogojna ljubezen je brezpogojno dajanje. Ker daješ, ne veš, kdo bo ujel. Ti samo daješ. Svetilnik samo da lučko. Katera ladja je to videla, kater mornar, kater kapitan, to pa ni vprašanje svetilnika. Ne morete vi reči, zdaj pa bom jaz dal narcisom, pa ne bom dal. Ne gre to tako. Ti daš ljubezen vsem. Tudi narcis je postal narcis v prvi vrsti zaradi pomanjkanja ljubezni. In kaj zdaj? Dajmo razdeliti se, ona itak teče. Ona itak je tle. Go with the flow. In ona je flow. Ona teče, kot reka. In ni tle sploh vprašanje, da pa zdaj pa ne bom dal povod ljubezni, ker pa ne bom imel. Je pa brezpogojna ljubezen je prisotna skozi in povsod. Ta praznični čas je tisti čas, kjer smo že božiče obdelali, a ne, zdaj pa mogoče imamo krasno lep vikend, kjer bodo puhtele želje o sreči, miru, zdravju v novem letu, vsega dobrega v novem letu. Pa ne vem, zakaj si ne voščimo vsega dobrega v današnjem dnevu. Želim ti, da si miren. Danes in dan za njim. Ampak danes je ta dan, ne tisto leto, ki šele prihaja. Danes je dan sreče, veselja, miru, zadovoljstva, spoznanja, plesa in petja. Dajte ga izkoristiti. Ker če ne boste vi danes plesali in peli, bo namesto vas kdo to lahko naredil? Noben. Vsak to naredi sam za sebe. In če ne boste plesali in peli, pol ste en dan manj plesali in peli. Ker življenje je sposobnost tega. Če pa se boste obremenjevali s stvarmi, kako je grozno v tem svetu, kako je res, kaj nam bodo naredili, te pa je breme raste in niste nič naredili za sebe. Ne vam povem, kadar pojete in plešete, ego ne obstaja. Tudi vodo je težko požrt 7 litrov iz prve, če se malo na začetku ne prisiljaš. Tudi nasmeh je včasih, se ga da sprožiti, če se mičken zavestno zasmeješ, da ne bom rekel na silo, zavestno se nasmeješ in pol se lahko proži smeh čez cel dan. Sproži se navihanost, ker želimo biti taki, ne želimo biti veliki odrasli, zagrenjeni debili. Dragi moji, 24 minut je, jaz ga moram imeti obdelati kruhek. Sploh nimam druge šanse. V naslednjem letu bomo delovali še bolj glasno, še mehkeje, še pogumneje, še imam jaz stvari vam zadati. Upam, da se med tem časom, oziroma čim prej, zgodi tudi ta, bom rekel, globalni neki šok, ki bo nadomestil lažnive medije, da bo ljudstvu širše dano,
spoznati, kje smo živeli, ker pač ljudje ne verjamejo, če ni rekla televizija. Ne. Pa upam, da pride na to njihovo vizijo, tisto, kar rabijo dobiti. Zatem pa bomo lahko odprli nove fascikle, kjer vas že čaka material, ki vam ga želim predati za še več poguma, zanosa in vsega lepega. Eto tako. Skratka, leto spoznanj je za nami. Blago to onom, ko ima oči, da vidi in uha, da čuje. Blagor vam, nam, vsem in dajte izkazati eno mero hvaležnosti za to, da smo prišli do sem, kjer smo, še vedno živi, še vedno nepopikani, še vedno nepoškodovani. Vse, kar pa je poškodb, predvsem notranjih, psihičnih, pa konec koncev, tudi fizičnih, vse, kar je pa tega, pa je treba preiti. In če je treba dati na stran psihične bolečine, je treba razumeti, da fizična bolečina je tukaj zato, da vas porine en stadij višje. Da se predate sili, ki čuva vas in vas boli zaradi tega, da vas spomni, da ste mogoče na napačni poti. Vsaka bolezen izvira iz čustvenih primanjkljajev oziroma ran čustvenih, ki jih nismo izživeli, jih nismo smeli, se veseliti, Boš pa Turšič se smejal zdaj tle. Ne moreš tako. Moraš se smejati, moraš se ljubiti, moraš še marsikaj. Čustva so pomembna. Torej, očitno je treba narediti nekaj na čustvih, pa bo izginila tudi fizična bolečina. Jaz imam še vedno ramo, ki malo boli, pa malo ne boli, pa malo boli, pa malo manj boli, pa spet boli. Ne vem čisto točno tudi jaz sam, kaj moram narediti. Sprejeti jo imam rad. Tudi jaz najbrž imam še kakšno rano. Sej nihče ni popoln, baje. Sem pa pristen, to pa je. Bodite pristni tudi vi. V naslednjem letu še bolj in vsak dan znova. Čisto dna. Srečno. Čau!